če bo ostal samo še en karavan na svetu, pol bo to Octavia. Dela, čakaj se malo. Takole? Ok, cool. Folk, kakor vidite, sem na Vranskem, tukaj sem pa zato, ker bi rad posnel vlog v avtomobilu, ki je zastavonoša znamke, kateri pripada. In če lahko samo za sekundico, tako kot že doskrat prej povzamem besede Jureta Gregorčiča, on prav tako, ne, samo on je pristranski, ko vsi vemo, da bo je ta avto zelo všeč. On prav, poslušaj, če bo kdaj na svetu ostal samo še en karavan, pol bo to zagotovo ta. No, zdaj te pa verjetno že fejs zanima, na kjer mu avto, imam jaz postavljen tale telefon in snemam tale uvod. A si pripravljen? 3, 4, Po 4,5 letih se je v Komotar minuto prvič pripeljala Škoda Octavia. Pa bolj ta prava sploh ne more biti, ne? Zato ker je kombi, to se pravi karavan, ker je opremljena z najbolj klasičnim motorjem, z 2-litrskim dizlom, pa tudi z DSG menjalnikom, to je ima 150 konjev. Zato verjamem, da se mrzdo od vas tega testa pa že kar mal veseli. No, ampak preden gremo od začetka, bi pa še eno stvar poudaril. Vem, da bo ogromno vprašanj. Ti, kdaj bo pa končno Octavia RS? Ne vem, stari, nimam odgovora. Ne znam. Pa dobro, dajmo se mogoče najprej vseeno lotiti tiste Juretove, ne? Ker pravi, da če bo ostal samo še en karavan na svetu, pol bo to Octavia. A veš, jaz tako pravim, včasih dam rad kakšno kontro, da ne bomo vlekli samo na eno stran v smer Octavije, ne? Jaz sem ziher, da so v tem trenutku ljubitelji kakšnih znamk, ki imajo tudi kakšnega hudo robustnega karavana, začel roko dvigati v smislu, alo, stari, vsi vemo, da bo to legacy. Mimogrede, ti veš, da Jure včasih imel legacy, ne? Tako da na en način Jure si se obrnil pred svojim. Kaj zdaj to? Ha? Ali je pa to sam dokaz, da je Jureta Octavia skozi mnoga leta avtomobilskih testiranj pač toliko prepričal, da ga je spravila na svojo stran. Pa preden gremo naprej, rad bi na hitrico opozoril samo še na to, da kmalu pride tudi atmosferski video, kjer testiramo oziroma primerjamo ravno Octavio, pa Leona, pa Golfa. Hud video bo obljuben, tudi nismo si dali nobenih časovnih omejitev. No, zdaj pa končno Škoda Octavia kombi 2.0 dizel. A veš, dejstvo je, da je Octavia eden najbolj priljubljenih karavanov v Sloveniji. Jure, koliko se že vsak let proda? 2 jurja, 3 jurje, tam nekje vmes, v glavnem številke so ogromne. A drugače, ta prvo Octavio, veš, kdaj so naredili, ne? Ni bila to una leta 96, prva od sodobnejših, to mimogrede je zdaj že 4. generacija. Stari, ta prvo Octavio so naredili že leta 1960 in tam švok 10 let nazaj sem jaz točno tist avto, prvo generacijo, tudi pelal. Svoj cajt je bil ta video objavljen tudi na Siolu, ampak vmes, rajš ne komentiram, se vse skupaj podrl, kupenih vsebin je zginilo zavedno, sem pa takrat tudi video posnel in se razgovoril na temo, kako je Octavia že od vsega začetka v spredje potiskala take zelo tradicionalne avtomobilske vrednote, ki še danes veliko štejejo, med drugim tudi prostor pa uporabnost. No, ampak če se osredotočimo na novo, torej na 4. generacijo, ta je od prejšnje, zelo drugačna. Prvič zato, ker se mi zdi, da Octavia še nikoli ni bila sposobna ponuditi tudi kupenih, dajmo reči, estetsko, celo malo ekscentričnih dodatkov, detajlov. Drugič pa zato, ker je skoraj v popolnosti sprejela, povzela digitalizacijo kabine. Sicer mečken manjka Golf, ne, pridemo do tega pol. Drugač pa dolga je 4,7 metra. Po eni strani te mere, ki pride do Octavije, niti ne pomenijo veliko, ker če govorimo o merah, ne, vsi zelo dobro vemo, da zna Octavia neka razredna pravila zelo dobro zignorirati, da v celotni SUV ofenzivi, ki se dogaja vse posod naokrog nje, tudi znotraj lastne znamke, sploh ne govorim, ker da je to ne zanima. Ona pač ve, kdo je, kaj ponuja in jo ne skrbi, kaj se dogaja okrog nje. Ker je v bistvu na nek način prav, konec koncev pa to potrjuje tudi trg. Octavia ostaja zelo priljubljen karavan. Predvsem je pa jasno, da je pri tem avtomobilu kljub napredku v dizajnu v smislu, dajmo reči, neke vrste atraktivnosti, še vedno daleč najpomembnejša vsebina. Uporabnost pa prostor. Zato je edin smiselno, sploh ker govorimo o Octavii karavan, da še pred kabino, pred voznimi lastnostmi, pogonskim sklopom odpremo kufer. Evo, kar boš zagledal v tem trenutku, je luknja velika 640 litrov. Ne me za besedo držati, nisem šel vseh podatkov preveriti, ker avtomobilov v tem segmentu je veliko. Zna biti, da je to razredni rekord, a smo pa vsaj blizu. In ko pridemo do kufra, je opremljen s kupenimi dodatki, ki ti tako ali pa drugače lajšajo življenje kot uporabniku. Ta prva stvar, ki si jo verjetno že zagledal, je tale aluminijasta palca. Vidiš? Da se razumemo, Octavia tudi približno ni edini karavan ali pa dajmo na splošno reči avto, ki ponuja razmejitev tovora za to, da se zadeve ne vozijo sem pa tja. Je pa dobro vedeti, da je Škoda še vedno v vrhunski formi, ki pride do ponudbe v prtljažniku. Mi gre za tiste, ki ste ženi, tudi tistega lepera za mano se bomo kmalu dotaknili, ampak prejmo še malo naprej. Ta prva stvar, ki ti jo hočem pokazati, ni tale sicer standardna mreža, ampak poglej tole. V tem primeru gre za enega od mnogih Simply Clever dodatkov, gre za dva plastična konca, ki sta prepogljivati, spod imata, kako se temu reče, ježka, ga napopaš kamorkoli, čak samo, da to v kadru naredim, da boš videl takole.
In v tem trenutku imaš vse, kar je postavljeno sem omejeno z gibanjem. Vidiš, v bistvu zadeva drži 100 na uro, se moraš fejst potruditi, da jo daš stran. Hvala sta konca dva, da lahko omejiš z obeh strani. Pa tukaj vidim, da se že vidi, da lahko odpreš tudi dvojno dno, kar lahko mimogrede placa ni tako malo, da moraš čez celotno površino kufra pa za ene 10-12 cm v globino. Jaz sem recimo noter superge. Ti težko dvigam, če imaš škatlo gor. Pa ta štanga je drugače zlahka odstranljiva, le noč se je to težko narediti, 3-4 zdaj, pa je že nazaj. Zdaj teh dodatkov, ker tako ali pa drugače komplementirajo uporabnost skozi celoten avtomobil, je glih v imenu teh Simply Clever rešitev res ogromen. Ne bom se vseh dotikal, mogoče samo še pol ene pri motorju. Pa še en pomemben podatek, če butneš zice dol, je prostora za 1,7 kubika. Posebino kufra, ki jo vidiš, vozim s sabo že kakšen teden, pa bom tudi izkoristil ta čas, čeprav nisem planiral to zdaj posnel, pa se vseeno. Ok, marsikdo od vas ve, da sem že nekaj časa ambasador za Laško 0.0. No, to ni Laško 0.0. Če ti je pivo blizu, pa če si kdaj že nagnil kakšen Laško, boš rekel, stari lej, prej sem govoril o evoluciji Octavie. Je res. Evolucija, predvsem tista povezana z dizajnom, je sestaven del vsake znamke, ne samo avtomobilske, tudi katerekoli druge, enako velja tudi za pivovarje. Drži? Par stavkov bi rad spregovoril o logotipu. Da recimo pogled, kako je izgledala evolucija logotipa pri Škodi. Zanimivo, ne? Vsaka znamka ima neko zanimivo zgodbo. Tukaj ni nič drugače. A veš, zakaj to pravim? V pivovarni Laško so skladno s tistim enkrat zlatorog, vedno zlatorog pripravili ene vrste novoletni six-pack. Pa daj komotar ne nabijim s temi marketinškimi forami. Narobe, počak, boš videl. Čak, da te zdaj zagrab nostalgija. A veš, o čem je fora? Te novoletni six-packi bodo sestavljeni iz 3 različnih piksen. Zakaj pa iz 3? Ena z dizajnom iz leta 1938, druga z dizajnom iz leta 1995, tam ingrede je legendaren in ta tretja z dizajnom iz leta 2020. Letos. Moram poudariti, da ne bodo v vsakem six-packu 3 različne piksne, da bodo zadeve naštimane na random. Jaz sem zdaj ta prvo zagrabil, ko sem jo v roko, pa jo bom odprl. Aha, ok. Lej, tale na vogalu. Ta je tista iz 1995, piše tudi tukaj na vogalu. Naslednja, to je ta letošnja, piše gor 2020. Da vidim, če imam še čisto staro. Lega, je kar padel po tleh. 1938, 3-4 lega modela. A? Old school napis. Evo, vse 3 piksne, ena ob drugi. A ni huda fora, no? To sem hotel povedati. V isti sapi pa, stari, jaz verjamem, da si dovolj odgovoren, ne? Ne pit pa voziti. Mislim, če piješ pa pol voziš, ne bo to 0.0 oziroma nič alkohola. Ker vsi vemo, da ne glede na okoliščine, pa razmere, ki so v tem trenutku dosti šiti, da prihaja tisti čas v letu, ko mrskoga zagrab tudi skušnava, da bi nekaj spil, pa bom pol že zdržal do doma, se ni panike, se sem že velikar. Dej prosim, ne sergano. A prav, alkohol na cesti nima kaj iskati, ker vsi dobro vemo, kaj se takrat zgodi. Na cesti se alkohol spremeni v kri. Smo naredili atmosferci en dosti nazoren video na to temo, če ga še nisi pogledal, prosim lepo pičiti ja. Ok, zdaj pa naprej z Octavio. In grede, smo preživeli, a je bilo hudo? Ni bilo, ne? Po mojem je zdaj čas, da se posvetimo kabini, ker imam kle ogromnih stvari za pokazati. Poglej, takole izgleda delovno okolje voznika Škode Octavie. In tukaj moramo nekaj poudariti. Že Golf je dvignil ogromen prahu. Octavia pa Leon sta pa z njim fejst v žlaht. Pravzaprav so si v kabini zelo podobni. Ampak na prvi pogled se zdi, da je Octavia vseeno ohranila malo bolj klasičen pristop, predvsem, ko gre za ukvarjanje z vmesnikom. Zaslon vidiš, 10 palcev, pregleden, odziven, vse štima. Pod zaslonom je pa tamle ena vrsta gumbov. In Octavia se s to vrsto gumbov med drugim malo oklepa klasičnega pristopa, zato ker se zaveda, da si tega želijo tudi njihovi kupci. Vsaj tako si mislim. A veš, Škoda se dosti podobno kot Audi zelo dobro zaveda, da nekateri kupci pri enih rečeh pač ne želijo nekih korenitih sprememb. In tale vrsta stikal marsikoga pomiri. Gre za stikala, s katerimi upravljaš neke hitre funkcije, start, stop, asistenčne sisteme, vozne programe, Eco, Normal, Sport, Individual, pa bližnjica do pomoči pri parkiranju, kamera, senzori, nastavljanje klime in tako naprej. A veš, kaj so pri Škodi rekli? Ja, mi smo za 100% digitalizacijo, pa so prišli pa do 94%, so zategnili ročno, pa so rekli, alo, nekaj moramo pa pustiti. In to je to. No, kljub temu moram poudariti, da je pa v primerjavi s prejšnjo generacijo vsem prišlo do velikih sprememb, vključno z upravljanjem vmesnika. Vsem se veliko stvari zgodi tukaj na zaslonu. A veš, klimo recimo moraš nastavljati s pritiskanjem zaslona, ker ni najbolj uporabno. Pri Golfu pa pri Leonu recimo pa tukaj lepo drsaš za plus pa minus. Poleg tega, da imaš tam tudi na voljo plus pa minus oziroma višanje pa nižanje temperature na zaslonu. Dobro, kaj pa druge reči? Poglej, tukaj je eno ogromno odlagališče, mimogrede primerno tudi za brezstično polnjenje telefona, pa 2 USB-C izhoda. Mimogrede, to mi ni čist nič
nič všeč, Volkswagen, Škoda sta oba naredila ta korak naprej. Bolj se strinjam s počasnim prehodom, da ti ponudiš USB-C pa še klasičen USB, ker marsikdo na to preprosto ni pripravljen. Audi recimo je ubral to pot. Ok, pojmo naprej. Kar se tiče same uporabnosti kabine, tukaj nimam veliko za pripomniti. Cup holderja, manjše odlagališče, tudi predali v vratih recimo so ogromni. Tale naslon za roko je fajn, zato ker ne samo, da se ga da dvigati, tudi ful naprej potegniti. Marsikatera znamka tega ne ponuja. Digitalnih merilnikov ti ne bom že stotič predstavljal, bom ti pokazal pa volan. Tukaj pa pridemo do ene take dost velike novosti. A si opazil, da dajmo reči, v navednicah manjka en krak. Vidiš, samo dva sta, spodaj je pa luft. O tem volanu, o manjkajoči prečki se je zelo veliko govoril. Meni je to simpatična rešitev in je ne pogrešam niti malo. Pravzaprav to predstavlja neko svežino pristopa v kabini, ki gre tudi z roko v roki z nekaterimi drugimi detajli, ki so mi ful všeč. Lej, ker eno je volan, ta drugo pa, a vidiš kakšno ročko za odpirati vrata? Čak, pojmo na to stran. Meni se zdi to ful hud detaljno, jaz ne vem. A ni tak razmeroma predrzen, glede na to, da sedimo v Škodi Octavii. Tako ali pa drugače odstopa oziroma izstopa od uveljavljenih oblikovalskih norm, ki smo jih vajeni od Škode. Poleg tega imamo pa tukaj recimo še tkanino na nadpovprečno razgibani armaturni plošči, sploh, ko imamo v mislih Octavio. Octavia do zdaj, sploh v sodobnih časih, nikoli ni bila tako, daj vrš uč na celotno okolje, no. A ni malo bolj pestra, razgibana? Ne vem, se mi zdi, da je v tem primeru s takšnimi dodatki, s takšno razgibanostjo in s takšnimi detajli naredila orenk korak naprej na področju všečnosti. Ti komotar, kaj pa prostor zadaj? Starja res, v Octavii smo. A se moram res zadaj usedeti, da ti povem, da je placa v vse smeri ogromen? Ne rabim, ne. Ok. Pejmo naprej. Sedi se dobro, sedeži so udobni, pa zvočna zdesnenost je še boljša, kot je bila. No, zdaj pa motor pa pogonski sklop, preden gremo naprej. Ta prva stvar, ki jo bo kdo opazil, je to, da pri Octavii, ne pa pri Golfu, lahko naredim tole, zato ker havba drži po koncu hidravlika. Ta druga stvar, že prej sem omenil totalno klasiko, 2-litrski dizel, 150 konjev, 360 Nm navora. In ko pride do uporabe, se ta motor izkaže. A veš zakaj? Moje povprečje od 4,7 do 5,5, če sem povsem ignoriral kakršnakoli pravila varčne vožnje, mislim, da sem s tem povedal vse. Zdaj pa še en simply clever dodatek, ki ga do par tednov nazaj sploh še nisem poznal. Nanje pa mene pa Sašo upozoril Jure, ki smo snemali video za Atmosferce in moram reči, da so bila res malo so bila presenečena, ker tega pa res nisva vedela. Lej to. A ta moder pokrovček vidiš, ne? Tukaj se nalije tekočina, ampak opaziš, da je malo drugačne oblike, pa zgleda, da je tak gumijast. V čem je fora? Tukaj dolijemo tekočino za pranje stekel, ne? Ponovadi en tak pokrovček iz trde plastike, dosti neuporaben, mimogrede lahko tudi kiksneš, tole pa z gume. Zato, ker pazi zdaj. Stari. Tudi vam ga recimo lahko vzameš, evo lej, takole zgleda, tak en majhen WC. A ni? Tukaj pa vse malo težji kiksneš, ne? Imaš tulček, naliješ lahko sem, ni problema. No, a upa kdo reči, da tole ni res brihtna stvar. No, zdaj smo pa že blizu konca, razložim sam še, kako se avto pele, pa kako košta. Pejmo. Lej, Jure ne bi bil Jure, če ne bi na glas zatrjeval, da se Octavia v vinkih pele vsaj tako dober, kot Seat Leon. Čak, sam mal. To ni res. Octavia ni tako športno nastrojena, kot je Leon. To pomeni, da se bolj nagiba, da je volan malo bolj posreden. Res pa je, in to moram poudariti, da se Octavia pele odlično. Zvočna zatesnjenost, BP, kar bodo ocenili predvsem, dajmo reči, trgovski potniki. Udobje podvozja je nastavljeno na razmeroma mehko. Prvi bi poudaril, da razlika med voznimi programi, Comfort, Sport in tako naprej, mogoče ni tako izrazita, kot bi si jaz želel, ampak generalno gledano si mislim, da bi kupci morali biti zadovoljni. In tu, če kakšen ovink takole malo po športno zašilam, kar dobro prenesem, moram priznati. Janač, vse veš, kaj nam še ostane? Cena. Lej, takole, jaz še vedno trdim, da je Škoda Octavia zelo dober value for money avto. Zaprav, dobiš razmeroma veliko avtomobila, glede na to, koliko zanj ga plačaš, tudi približno pa ne velja več, da je Škoda Octavia poceni. Tale testen avto, to se pravi Škoda Octavia Kombi Style 2.0 TDI DSG 110 kW, 150 konjev, v osnovi stane 27 jurjev 100. Mimogrede, čisto osnovna Octavia, tista z 1.0 TSI z 81 kW oziroma 110 konj, tista stane pa 18 446. Tale testna, ki si jo gledal skozi ta vlog, ki ima pa še kupenih dodatkov, recimo aktivni tempomat, pa dvojno dno prtljažnika, pa električno odpiranje in zapiranje prtljažnih vrat, izbira voznega profila, kovinska barva, ogrevanje sprednjega sedeža, rezervno kolo, top led, zadnji luči s kamero, vlečna kljuka. Skratka, 90 takih dosti koristnih dodatkov, na tako šta pa 30
pa drobiš. Zdaj, po eni strani, jaz tudi približno nisem v poziciji, da bi lahko trdil ali pa govoril, kaj je za nekoga pocen, kaj je dostopno, kaj je drago, ker ima vsak človek čisto svoje parametre. Mislim, ne znam ti povedati, koliko ljudi meni piše, pa pravi, poslušaj, zbiram služben avto, imam toliko pa toliko denarja, kaj ne zdaj vzamem, ali Passata, ali Octavio, ali nekaj tretjega. Dejstvo je, da je ta avto na radarju marsikaterega kupca in sam naj se zase odloči, ali je to dostopno ali ni. Ta drugo dejstvo je pa, če naredimo en tak res hiter zaključek. Jaz mislim, da je Octavia iz prejšnje na to generacijo naredila en velik skok naprej. Ne samo v digitalizaciji, tudi v občutku v kabini. Pele se še vedno dobro, kot se je prej, zna biti zelo varčna, da bi bila grozen pocen, to smo rekli, da ni. Še vedno pa rastura, ki pride do uporabnosti pa prostora. In jaz mislim, da sem zdaj povedal pa skoraj čisto vse. To je to. Folk, lepo se imejte. Ajde.